Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba. Danes bo posvečena tržaškemu škofu Andreju Karlinu, in sicer je v zbornik ob 70-letnici Bogdana Kolarja besedilo z naslovom O revolucija, zate nisem rojen, nikdar se te ne privadim, o tržaškem škofu Andreju Karlinu v prevratni dobi v Trstu zapisal naš današnji gost, dr. Željko Oset. Integralni del besedila je prepis Karlinovega dnevnika od konca oktobra 1918 do aprila 1919. Javnosti je bil do zdaj poznan zgolj italijanski prevod, čeprav je dnevnik bil napisan v slovenščini. Zato bomo v današnji oddaji predstavili originalno besedilo dnevnika in pa seveda spremno besedilo našega današnjega gosta, ki ga morda najbolj poznamo kot nekdanjega direktorja ukinjenega muzeja slovenske osamosvojitve. Dr. Oset, lep pozdrav, dober večer. Lepo pozdravljeni. Pa če morda povem še nekaj besed o Andreju Karlinu, rojen na Gorenjskem v Stari Loki, študiral v Ljubljani in Rimu, doktoriral iz kanonskega in civilnega prava, no, ampak verjetno je prav, da seveda nekaj besed o tem zanimivem človeku poveste, kar sem ja. Doktor Andrej Karlin, tržaški in levantinski škof, je zelo zanimiva oseba, raznovrstna oseba, ki ga je želja po izobrazbi popeljala na študij v Rim, kjer je doktoriral iz dvojnega prava. Potem se je vrnil v svojo matično škofijo, dokler ni bil izbran za tržaško-koprskega škofa, kar je postal bolj po naključju, ker ni bil predlagan na prvo mesto, ampak ker se prvo izbrani, prvo postavljeni kandidat ni želel ali bil sposoben odločiti, da bi prevzel to takrat zelo težavno vlogo v kozmopolitanskem mestu, ki ga je pretresalo to nacionalno nasprotje, tudi državni interesi in tako naprej. Ampak Karlin pa je bil pripravljen prevzeti to težko nalogo. Izbrala ga je posvetna oblast, ki je v njem prepoznala človeka izjemne pastoralne širine, korektnosti, in ob tem so tudi navedli, da pa je Slovenec. In po teh formalnostih je bil predlagan v Rimu, ker ga je papež izbral in je nastopil to svoje mesto za svetega Jožefa 19. marca 1911. Tako, naj povemo, da govorimo takrat še o Avstro-Ogrski, se pravi, on je bil nekako, kar se svetne oblasti tiče, potrjen na Dunaju. Ja, on je v bistvu moral preseči lojalnost cesarju, Francu Jožefu, in se tudi predstaviti vladi. In ta postopek njegovega izbora je dejansko vodilo državno namestništvo v Trstu, seveda v sodelovanju z dunajsko vlado, tako z notranjim ministrom in zunanjim ministrom. In to najbolje spoznamo ob branju Jegličevega dnevnika, kjer natančno piše in Jeglič tudi lepo poudarja, da so izbrali pravega človeka, ki bo znal, četudi je tudi Jeglič napisal, da imata kakšno nesoglasje, Ja, da imata kakšno nesoglasje, ampak da nič kaj hujšega, nič kaj takšnega, kar ne bi bilo mogoče skozi dialog rešiti. No in potem seveda, to je bilo leta 1911, sva povedala, pride prva svetovna vojna in seveda takrat se pa stvari precej zakomplicirajo, pravzaprav treba je bilo takrat najprej preživeti, ko pa je bilo konec prve svetovne vojne, nastopi seveda drugačna situacija in o tem bova verjetno več povedala. No, če se morda še dotaknemo same prve svetovne vojne. Takoj ob izbruhu vojne je avstrijska oblast, za ta avstrijski del, zelo pozorna na panslavistična čustvovanja. In tudi na območju Karlinove škofije je zaprtih več duhovnikov, ki so obtoženi panslavističnih govorov, gest. In to se še potem bolj zaostri ob vstopu Italije v prvo svetovno vojno na strani Antante, torej kot sovražne sile.
In fronta se zelo približa, celo vstopi na območje Škofije in v bistvu tu je zelo zapletena situacija in tukaj se Karlin pač je pod pritiskom državnih oblasti, ki zahtevajo poudarjanje pomena cerkve pri vojnem naporu za zmago in tukaj Karlin deluje tako zelo proaktivno, široko in je na eni strani javno izkazuje simpatije do avstrijske oblasti, do domovine, boj za domovino in na drugi strani je tudi, rečemo temu, ekumensko širok, ker za razliko od drugih škofov dovoli izvedbo protestantskega bogoslužja v katoliških cerkvah. Je pa seveda to mešano narodnostno ozemlje, tukaj živijo Slovenci, Hrvati in pa seveda tudi Italijani. Ja, kot je zapisal Karlin, da ima v Škofiji 1/3 Italijanov, zelo glasnih, tudi vplivnih, in na drugi strani ima pa 2/3 Slovencev in Hrvatov. In v bistvu on kot Slovenec je še posebej razumel slovenska stališča, ker prihaja tudi iz Kranjske in je bil torej malo bolj tako poudarjeno slovenski in je tudi v mestu v Zalivu to nekako poskušal povezati, ker se je zavedal, da se slovenski glas v Trstu sliši malo manj, zato ker so pač bili Slovenci bolj v predmestjih in ga je skrbelo, kaj se bo Slovenci zgodilo. Ampak to bolj natančno lahko razberemo ob branju njegovega dnevnika. Kaj lahko rečeva o njegovi pastoralni vlogi v tem času? Torej, omenili ste, da je bilo kar nekaj slovenskih duhovnikov tudi zaprtih, denimo tudi Jakob Ukmar je bil zaprt, ampak škof Karlin se je zanj zavzel in dejansko so ga izpustili. No, že iz obstoječih dokumentov, kako tudi iz dnevnika izhaja, da je on bil v prvi vrsti pastir, tako svojim vernikom, še pa posebej duhovnikom. Torej je razumel za svoje poslanstvo, da zaščiti svoje duhovnike in da jih zastopa pred državnimi oblastmi in da naredi vse, kar je v njegovi moči, da doseže izpustitev, ker se mu je zdelo, da ti njegovi duhovniki izvajajo svoje poslanstvo internacionalne katoliške cerkve in da jim pač tudi je dopuščeno politično stališče, da se tudi dovoljeno v mejah razuma opredeliti v nacionalnem oziru. In je razumel, da so se opredelili ti njegovi duhovniki v tem zdravorazumskem obsegu in da je zato posredoval, ker v nasprotnem primeru bi pa on moral posredovati kot cerkveni pastir. Njegova vloga torej je prepoznana predvsem tudi v tem nacionalnem vidiku kot proslovenska, ne? Ko so bila določena imenovanja, je bilo nekako sklenjeno oziroma dogovorjeno, da neka mesta prevzamejo hrvaški duhovniki, druga slovenski, tretja italijanski. Ja, če pogledamo to njegovo ožjo ekipo, je bil zelo pozoren in se ti deleži nekako ujemajo z nacionalno zastopanostjo. Je pa tu zelo pomemben vidik, ki ga moramo upoštevati, ta državna pričakovanja. Državna, civilna, posvetna oblast je imela svoje pričakovanja, ki jih je sporočala in da morajo biti na najvišja mesta imenovani ljudje, ki so lojalni državni oblasti. To pa je v mestu v Zalivu še toliko bolj pomembno, ker se je tako bolj ali manj odkrito civilna mestna oblast opredeljevala proitalijansko, zelo popularne so bile ideje o terri irredenti, o želji po priključitvi Italiji in je tukaj državna oblast odigrala vlogo tudi pri kadrovanju, ne? Tako morda skozi sugestije v okviru svojih pristojnosti, ampak zagotovo je državna oblast in Karlin je v bistvu bil tudi tukaj toliko spreten, da je
razumel sugestije in je poskušal kot pragmatičen človek iskati soglasje, en modus vivendi, rečemo temu, čeprav v povsem drugačnem kontekstu kot pozneje. Ne? Pač na tej čisto vsakdanji ravni, torej izpolnjevati poslanstvo katoliške cerkve, hkrati pa upoštevati politično realnost. No, pravite spretno do kdaj? Ja, spretno, dokler je bilo to mogoče. Dokler je imela njegova beseda pri državni oblasti, pa tudi mestni oblasti, veljavo. Po prevratu, ko v bistvu se začne krušiti, v eni fazi celo povsem razpade, avtoriteta civilnih oblasti, njegovi protesti ne zaležejo in takrat mu je jasno, da dejansko gre za sposojen čas. Ampak on kot pravnik upa, da se bo vrnil red, da bodo italijanske okupacijske oblasti, ki so prišle v Trst in tudi v Istro, vzpostavili red in da se bo vrnil stari red in da bo on kot predstavnik katoliške cerkve vzpostavil uraden dialog in uradno podal pritožbe zaradi kršitev pravic in tudi zakonodaje v škodo katoliške cerkve ali posameznih duhovnikov. No, če so bili v prvih letih Prve svetovne vojne slovenski duhovniki v zaporu zaradi tega, ker so bili, ne bom rekel nelojalni, ampak ker so bili poudarjeno slovenski do avstro-ogrskih oblasti, ne, se pa potem znajdejo na udaru tudi, ko pride italijanska okupacijska oblast. In sicer je kar nekaj dogodkov, o katerih so pisali celo slovenski časopisi, ne, da so se italijanske oblasti oziroma civilne oblasti spravile na slovenske duhovnike. Kako je s tem? No, če kot vir vzamemo Karlinov dnevnik, lahko gotovimo, da je bil Karlin sorazmerno izoliran in da je imel pogled bolj ali manj samo v ta ožji pas, torej Trst in Istra, torej na območju večine njegove škofije, pa še to so informacije prihajale zelo počasi. Sam je opažal javno razkazovanje kokard, navdušenje za Italijo in tako naprej. In šele čez kakšen teden po začetku italijanske okupacije pa so začele prihajati prve informacije, kako so lokalni odbori, večinoma italijanski, začeli preganjati duhovnike, ki so jim učitali, da so protiljudski, da so proavstrijski in da sedaj ni več Avstrije in da naj kar odidejo. Je pa tudi tukaj ta bolševistični moment, ker so se vračali vojaki iz vzhodne fronte in so sabo prenesli bolševistične ideje in tudi poglede, kako bi se morali reševati odnosi, torej na silo, popolnoma porušiti stari red in vzpostaviti nov red, v katerem pa seveda po zgledu iz Sovjetske zveze ni prostora za cerkev. In je tukaj se to dogajanje na tej lokalni ravni in se sprva ti višji predstavniki, s katerimi se je pogovarjal Karlin, to poskušajo minimalizirati in upravičiti v smislu, da tu gre za neko lokalno nezadovoljstvo, ki je odziv na krivice za časa Prve svetovne vojne in da je to pač neka čisto normalna človeška reakcija, da tukaj v zadju ni neke širše strategije in da kako bi bila, sej vendarle Italijani so nosilci visoke kulture in da to je zagotovo zgolj situacijsko, prehodno. No, to je upal tudi škof Karlin, ki si ni znal predstavljati, da bi se odnosi urejali na tako nasilen, nekulturen način. Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je zgodovinar dr. Željko Osed, govorimo pa o tržaškem škofu Andreju Karlinu, pravzaprav o njegovem dnevniku, o prevratni dobi v Trstu.
Doktor Oset, Karlin je pisal dnevnik pravzaprav ves čas. Karlin je začel pisati dnevnik 30. oktobra, torej dan po tem, dejansko 2 dneva potem, ko cesar dovoli svojim narodom, da si izberejo svojo prihodnost. In 29. oktobra je recimo razglašena država Slovencev, Hrvatov in Srbov, podobno velja tudi za Češko-Slovaško republiko. In tukaj pa je dogajanje v Trstu je pa malo drugačno, ker prihaja italijanska vojska zaradi razpada fronte in takrat Karlin ugotovi, da se dogaja zgodovina, da se dogaja prelom starim, da se začenja vzpostavljati nov red. In potem skozi november bolj ali manj vsakodnevno zapisuje svoje vtise, z decembrom nekoliko popušča. Ta vnema za zapisovanje nastopi tudi nekaj malodušja, ker se situacija ne vzpostavi v pričakovano prejšnje stanje, nekega kulturnega, normalnega dialoga s civilnimi oblastmi. In vse do demonstracije, kot piše Karlin v svojem dnevniku, on sicer piše 30. dejansko je pa prišlo 29. torej do vdora v njegove prostore, uničevanja lastnine in odzem njegove osebne lastnine, dnevnikov, notesov in tako naprej. In ti notesi odzamejo uradno demonstranti, ne povezani z oblastjo, ampak se ti notesi znajdejo pri državni oblasti, pri obveščevalcih. In ne samo to, ne? Celo prevedli so jih, ne? In celo objavljali. Ja, no in če še morda dokončam prejšnjo zgodbo, in Karlin dobi ta dnevnik skupaj z ostalimi notesi 7. aprila in naredi še 2 vpisa. Tako da njegov dnevnik je uradno od konca oktobra do 12. 13. aprila in ta zadnji del, ki pač doslej ni bil javno poznan, je pa nekako pregled, kaj se je zgodilo. Pregled preganjenih duhovnikov. In je zelo zanimiv kot zgodovinski vir in je tudi lahko podlaga za kakšno bolj temeljito študijo. Zdaj nas seveda zanima, kaj je bilo tako inkriminiranega v teh dnevnikih, da so potem italijanske okupacijske oblasti to izkoristile do te mere, da so ga ne samo umaknili škofovskega sedeža, ampak tudi zasejale veliko nezadovoljstva med italijanskim prebivalstvom. No, tržaškega škofa so vsega začetka nekako poskušali prikazati kot škofa starega reda, avstrijskega škofa, slovanskega škofa. Torej nekako so poskušali razvrednotiti to njegovo mesto, njegov ugled kot katoliškega cerkvenega dostojanstvenika. In mu niso učitali nobenega protiitalijanskega razpoloženja. Učitali so mu samo, da je kot legalist se postavil na stališče, da so italijanske oblasti dejansko okupacijske, kar so bile po mednarodnem pravu do podpisa mirovne pogodbe. In enako stališče zavzame tudi Vatikan, ki se postavi na stališče, da do podpisa mirovnih pogodb ne bo nobenih sprememb v smislu kadrovskih zamenjav ali v smislu preureditve cerkvenih meja. No, ampak italijanske oblasti so torej najprej poskušale s tem, rečemo, javnim zapostavljanjem, ga recimo niso povabili na slovesno soprihodu italijanskega kralja. On pa tudi ni hotel iti, ker ni bil povabljen. On pa je bil gospod in ni šel na dogodek, ker ni bil povabljen. In je, kot zapiše v dnevniku, sameval v svojih prostorih. In to je bil veličasten dogodek. Vse, kar je bilo v Trstu italijanskega, se je čutilo ponosnega, torej, da ni več terra irredenta, ampak terra redenta, terra odrešena in da sedaj bo pa vse bolje. In je to tudi nekakšno bliž na rano vsemu trpljenju med prvo svetovno vojno, ki je bila grozna z tega čisto človeškega vidika, in ob koncu vojne še pa ta grozna bolezen, španska gripa, ki je kosila med prebivalstvom, in so ljudje v tem dogodku videli tudi en takšen vesel dogodek, da je konec vojne in da zdaj se pač nekako vračajo nazaj v stare tirnice,
v novi podobi. No, italijanske oblasti so se pač potem lotile blatenja Karlina v Vatikanu, še posebej predsednik italijanskega verskega fonda, ki je poslal v Vatikan prevod Karlinovega dnevnika. S tem so pa želeli sporočiti, da je Karlin v svojem osebnem dnevniku jasno izpričan kot protiitalijanski, torej kot legalist, ki ne želi sprejeti italijansko oblast. Očitali so mu tudi, da ne dovoli izvedbo slavnostne maše, Te Deuma, in da je nekako tako trd, nepomirljiv. Ampak to ni bilo res. Karlin je pač se postavil na uradno stališče, dokler ni dobil drugačnega navodila iz Vatikana. In njegovo ravnanje je bilo tako zelo po predpisih. On se je zavedal, da je kolo ali pa kolesce v sistemu in da pač, če ima navodila iz Vatikana, da bo se v tem odločilo pozneje, je on to upošteval v dobri veri. Ampak italijanske oblasti so pa želele čim prej si priključiti to ozemlje in tudi odstraniti morebitne nasprotnike, ki so jih seveda prepoznali v slovenskih duhovnikih. In je na eni strani ta zelo vulgarna kampanja proti vsemu slovenskemu in hrvaškemu, v smislu, da so Slovenci in Hrvati dejansko avstrijski kolonisti in da je Istra bila vse skozi italijanska in da pač so kot nekakšni tujci, ne bodi ga treba v Istri. Ne? In na ta način so posredno sporočali, da je tudi Karlin kot človek, ki je prišel z Krajinske v Trst, dejansko tujec. Da pač ne sodi sem in da naj ravna enako, kot so ravnali avstrijski državni uslužbenci, ki so v prvih dneh italijanske okupacije preprosto odšli in so za sabo pustili bolj ali manj vse. Ampak kot državni uslužbenci druge izbire niso imeli. In podobno so ravnali tudi v Ljubljani, ne, so pač preprosto odšli tisti, ki so imeli kam oditi. Nekateri so pa pač tudi tukaj ostali. No in torej v aprilu pošljejo ta prepis v Vatikan in poskušajo vplivati, ampak Vatikan vztraja. No, ampak vendarle ga kličejo potem na zagovor, ne? Ga povabijo v Vatikan, kjer ga sprejme tudi papež Benedikt XV in ga vpraša, kakšno je stanje. Seveda, že predtem so mu poslali od poslanca novembra 1918 in tukaj mu pa tudi osebno povedo, da se je situacija spremenila, da naj bo previden, pragmatičen, da naj poskuša vzpostaviti dialog in da naj upošteva italijanske oblasti, da je zelo verjetno tudi, da se situacija teritorialnem oziru ne bo spremenila, ampak dokler ne bo sklenjena mednarodna pogodba, dokler ne bo vzpostavljeno novo civilno stanje, ostane tako, kot je. In ob tej priložnosti Karlin tudi ponudi pripravljenost za odstop samemu papežu. In na to se potem sklicuje konec oktobra v pismu iz Vatikana, ko ga pozivajo, da realizira svojo ponudbo. No, in kaj se je zgodilo, bi rekel takega, da je potem Vatikan vendarle to svojo vlogo spremenil, oziroma da na eni strani za začetek razume Karlina, ga na njegovi poti nekako podpira, potem pa vendarle sprejme ta njegov odstop, ponujeni odstop. No, to moramo razumeti v kontekstu italijanskih razmer med Vatikanom in italijansko oblastjo, ki se je vse skozi poskušala nekako podrediti cerkev in ta boj nekako potekal vse od vzpostavitve Italije, ne, in se nekako bolj manj konča šele z Lateransko pogodbo. Ampak do takrat pa je ta pritisk italijanskih državnih oblasti na Vatikan prisoten in tudi znotraj kurije so različni pogledi. Ne. In tukaj moramo tudi upoštevati narodnost papeža in očitke, da je pač... In tudi večine kurije, ne? Ja, so pač... In je treba to predvsem v tem kontekstu razumeti. In takrat v jeseni 1919
je bilo že tudi precej jasno, v kakšnih obrisih se oblikuje ta nova versajska Evropa in da bo prej slej tudi podpisan sporazum z Jugoslavijo. In tu je treba tudi upoštevati, da odnosi med Vatikanom in Jugoslavijo so bili slabi, da tudi obstaja precej teh napetosti, nerešenih vprašanj, zamer na strani jugoslovanske, dejansko srbske diplomacije do Vatikana, in moramo to v tem širšem. V sami tržaško-koprski škofiji pa v bistvu se nadaljeva samo prejšnjo stanje. So bili tudi ti primeri pač lokalnega šikaniranja katoliških duhovnikov, ampak je nekako to postalo tako normalno, da pač ni bilo nič posebno. No, ko je prišel škof v Koper na Birmo, ga je tam sprejela tudi nahujskana množica, recimo. Ja, in je to pač, so Italijani želeli prikazati, da škof ni več dobrodošel, da je dejansko tujec, ne? Da so mu ljudje izrekli nezaupnico, ne? In zakaj še vztraja, če so mu pa ljudje izrekli nezaupnico. In kot ste pravilno ugotovili, gre dejansko za neko organizirano kampanjo nahujskanih ljudi, ki so vzklikali škofu, podobno kot so to vzklikali novembra. In se tu škofa toliko ni dotaknil osebno, ker je bil v bistvu prepričan v to svoje poslanstvo, ne? In da pač kot katoliški pastir se mora s tem soočiti, ker je njegova vera tudi do ljudi, tudi do ljudi, ki so krivični do njega, tako močna, da lahko to prestane. Kako pa so ljudje, Slovenci in Hrvatje, recimo, nekako se zdi, kot da so pasivni, ne? Ampak verjetno pozabljamo, da se takrat že vzpostavlja italijanska oblast, ne? Da je tam italijanska policija, italijanska vojska in da pravzaprav neki javni shodi v podporo škofu pravzaprav niti ne bi bili mogoči. No, moramo se zavedati, da so vsi nestrpno pričakovali konec vojne, da so se razveselili konca vojne v upanju, da bo konec te morije. In niso toliko razmišljali o teh povojnih situacijah in so dejansko samo čakali, kaj se bo zgodilo. Enako je tudi v Ljubljani in še marsikje. Ljudje so takrat zbegani v oblast, ki se je zdela večna, trajna in se sesedla v nekaj dneh. Spostavilo se neko novo stanje in tisti, ki so bili bolj agresivni in ki so bili bolje organizirani, so dejansko prevladali. In v teh prvih dneh prevrata so bili to mladi ljudje, zelo mladi ljudje. Fakini, taki zelo mladi, ki so v bistvu se veselili, da lahko zdaj brez posledic poškodujejo kipe, da lahko trgajo dol zastave in da pač pokažejo svojo nacionalno pripadnost. In Karlin pa tu opaža pri Slovencih sorazmerno pasivnost, utirjenost v vsakodnevne opravke in pač skrb samo zase, ne pa za neke širše manifestacije. Razen tam, kjer so bili pač napadeni duhovniki, ampak ni v njegovem dnevniku začutiti ali pa zaslediti ocene, da bi ti duhovniki iskali podporo ali pa da bi bili deležni podpore lokalnega prebivalstva, da gre bolj ali manj za zapis nasilja, ki je bilo nepredstavljivo. In se meni zdi, da v bistvu on piše to, kar je nepredstavljivo, kar je bilo v nasprotju z družbenimi normami. Spremljate oddajo Moja zgodba, govorimo o Karlinovem dnevniku, ki ga je pisal od leta 1918 do leta 1919 in besedilo pod naslovom O revolucija, za te nisem rojen, nikdar se te ne privadim, je napisal naš današnji gost, dr. Željko Oset. Zdaj smo pa pri besedi revolucija, ne? To je ta prevrat, ne? O tem govori pravzaprav, ko govori o revoluciji. Ja, dejansko je prevrat politični izraz, ki se uporablja
v časopisu tiste dobe, gre dejansko izvorno za hrvaško besedo, ki pa je v Sloveniji že tako široko razširjena, da je dejansko tudi uporabljamo v zgodovinopisju. Karlin je pa pač to, kar ste povedali, njegov misel zapisal v dnevniku, mislim, da 7. ali 6. novembra, da pač on ne more delovati v takšnih razmerah, v razmerah brez pravja, brez nekih temeljnih načel in neke vizije, nekega poslanstva. In on si je tako predstavljal revolucijo, da pač kot neka plazeča nevarnost, da ljudje živijo brez smisla, brez poslanstva, in to je bilo v popolnem nasprotju z njegovim etosom in vlogo katoliškega cerkvenega pastirja. Kot rečeno, dnevnik je izšel v italijanščini oziroma so ga publicirali. Mi smo ga dobili šele po dobrih 100 letih v slovenskem prevodu. Mogoče bi tukaj zdaj omenila, da ima morda delček besedila nekaj opraviti tudi s požigom Slovenskega doma v letu 1920. Zakaj? Res je. Škofu so zaplenili dnevnik 29. decembra, so ga prevedli in potem aprila 1919 poslali v Vatikan in so ga potem izseke, ki naj bi prikazovali protiitalijansko delovanje, uporabili že po Karlinovem odhodu iz Trsta v Ljubljano, in sicer v dneh pred požigom Narodnega doma v Trstu je v bistvu objavljenih nekaj izsekov v tistih dneh 8., 9., 10. v časopisu Era Nuova, ki v bistvu naj bi prikazovali, kako je bil škof protiitalijanski in da pač so v Trstu take silnice, ki delujejo proti temu konceptu terra redente in svetli prihodnosti. In da torej obstajajo ljudje, ki so nasprotni tej veliki italijanski viziji in jih je pač potrebno nekako onemogočiti, lahko pa tudi kaznovati. In torej na ta način brez pravja, v tem racionalnem smislu. In to po oceni nekaterih kolegov je dejansko počgalo prebivalstvo, da so italijansko prebivalstvo, da so v bistvu anemično spremljali ta dogodek, ki je iz simbolnega vidika vplival zelo slabo na slovensko prebivalstvo. Povečalo se je malodušje, takrat se je tudi pričakovalo, da bo odstranjen goriški nadškof Sedej, ker Italijani so res ciljno šli na slovenske duhovnike, ker so nekako razumeli, da če ne bo duhovnikov, bo ta proces akulturacije, torej po italijanščini, potekal dosti hitreje. Je pa zanimivo v tem Karlinovem dnevniku tudi zapis, da so nekateri duhovniki prostovoljno šli v to smer. Omenja predvsem duhovnika Vatovca, ki je začel nositi italijanske kokarde, tudi začel govoriti stvari, ki so bile za katoliške duhovnika nesprejemljive, da torej je začel posegati v to politično areno in se je škof Karlin čudil takšnemu ravnanju, sploh pa od Slovenca, ampak na prvem mestu pa od katoliškega duhovnika, od katerega se je pričakovalo, da bo imel toliko krščanske ljubezni, toliko svetovljanske širine, da bo sprejel čisto vse in da se ne bo opredeljeval ozko politično. Potem seveda škof Karlin iz Trsta odide in dobi mesto v Ljubljani, tam mu ga je ponudil knezov škof Bonaventura Jeglič.
Potem pa mine nekaj časa in zatem dobi svoje mesto v Lavantinski škofiji. Se pravi, sveti sedež je vendarle vedel, da ima škofa v egzilu pravzaprav, ne, in ga je želel nekam postaviti. Mogoče skleneva današnjo oddajo Moja zgodba prav z nadaljevanjem oziroma koncem te Karlinove zgodbe, ki se ni razpletla tako, kot bi si škof na eni strani želel in na drugi strani seveda tudi zaslužil. V pozivu k odstopu je napisano, da naj gre k svojemu prijatelju Jegliču. Ker Jeglič je za njega se zavzel v Rimu večkrat in je tudi Jeglič v svojem dnevniku napisal, da ga je že tržaški škof Karlin za veliko noč 1919 opozoril, da sedi na majavem stolu, ampak da bo zdržal, dokler bo potrebno. In mu Jeglič ponudi eno mesto, ki pa je bilo potem že zasedeno, ampak nekako potem mu uredijo mesto predstojnika, rektorja škofovskih zavodov. Zavoda svetega Stanislava, ne? Svetega Stanislava. In tukaj v bistvu on nadaljuje svoje poslanstvo, ki ga je dejansko že začel pred škofovsko posvetitvijo v Kopru. In tukaj v bistvu slabi 2 leti upravlja to pedagoško dejavnost, dokler v Rimu po smrti lavantinskega škofa Napotnika mu ne dajo nove priložnosti, znova v mestu, ki ima mešano prebivalstvo, ker je imel on izjemne izkušnje in se je tudi v Trstu zelo dobro izkazal, ker niti Italijani mu niso učitelj, da bi bil pristranski ali pa da bi spodbujal napetosti. Ravno nasprotno, od njega so pričakovali, da bo bolj proitalijanski. Tukaj v Mariboru pa je v bistvu to eno tako obdobje 20-ih, ko poteka to urejanje odnosov med katoliško cerkvijo in državno oblastjo. In tukaj v bistvu se pokaže tudi kot sorazmerno aktiven škof, seveda bistveno manj kot Bonaventura Jeglič. Nekateri pravijo, da je prišel v Maribor kot zlomljen škof. Glede na njegovo izkušnjo v Trstu, ki je bila zelo travmatična. Da se je to poznalo, no, tako bom rekel. Ja, pač nekateri so pričakovali, da bo bolj pastoralno aktiven, da bo nadaljeval z enako aktivnostjo kot v Trstu, ampak moramo se zavedati, da v Trst je bil takrat svetovljansko mesto, zelo dinamično, bogato mesto, zelo aktivnim prebivalstvom in da je tudi potekal ta boj, to tekmovanje med liberalnimi in katoliškimi silami. V Maribor je pa takrat še sorazmerno zaspano mesto, industrijsko mesto in v bistvu mesto, ki se nekako pobira po postavitvi meje in išče nekako nov značaj. In je tukaj v bistvu zelo težko primerjati njegovo delovanje v Trstu. Je pa treba tudi ugotoviti, da je bil že nekoliko starejši in da malo bolj zrel človek in tudi pastir in da se to verjetno tudi pozna pri njegovem delovanju. Je pa treba seveda omeniti, da se je zavzel za beatifikacijo škofa Slomška, ne? Drži. Doktor Željko Oset, ja, pa končajva najin pogovor še s pogledom seveda na vlogo škofa Karlina v luči begunskih duhovnikov, ne, ki so po prvi svetovni vojni dobili svoje mesto v kraljevini SHS, ker so bili nekateri tudi nasilno izgnani iz goriške in pa tržaške škofije. In seveda koroške škofije po izgubljenem plebiscitu, torej se po prvi svetovni vojni spostavi, delno že tudi med samo vojno, ampak posebej pa po prvi svetovni vojni nek nov pojav, torej duhovnikov beguncev, ki jih je pač potrebno za njih poskrbeti in tudi najti neko novo mesto. In tukaj je bil Karlin zelo občutljiv, ker je spremljal to iz prve roke, to preganjanje katoliških duhovnikov v tržaško-koprski škofiji in je tudi potem kot lavantinski škof dajal temu sorazmerno veliko pozornost. In če zaključiva seveda še s povabilom k branju, midva sva zdaj tržaškega škofa Andreja Karlina predstavila
iz vidika torej njegovega škofovanja, ki je privedlo do odpovedi škofijskemu sedežu v Trstu. To besedilo ste zapisali in ga objavili v zborniku ob 70-letnici profesorja Bogdana Kolarja pod naslovom O revolucija, za te nisem rojen, nikdar se te ne privadim. Kje je moč to prebrati, predvsem seveda ob vašem besedilu tudi originalno besedilo škofa Karlina, ki so ga Italijani poznali že takrat in ga tudi objavljali, mi pa pravzaprav ne. No, italijanski prevod je bil objavljen leta 1994 v znani knjigi Antonija Scottaja. Ta izvirnik pa je po vsem tem času možno prebrati, kot ste rekli, v zborniku posvečen dr. Kolarju, v Acta Ecclesia Slovenije, v zbirki Miscellaneja. Drugače pa kje je dnevnik ohranjen? V Mariboru? V bistvu v Mariborskem nadškofijskem arhivu. Ga je prinesel s seboj, potem ko so mu ga vrnili. In še druge notuse, ki so mu jih vrnila aprila 1919, kot en drag spomin na svojo tržaško dobo. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba, posvečena tržaškemu škofu Andreju Karlinu. Z nami je bil zgodovinar dr. Željko Osed, ki se mu seveda lepo zahvaljujem za predstavitev besedila in pa tudi vloge tržaškega škofa Andreja Karlina v prevratni dobi v Trstu. Hvala lepa in lahko noč. Hvala. Moja zgodba.